povpraševanje tudi v prihodnje, kar bo seveda vplivalo tako na rast cen, kot pa tudi na določeno odvisnost posameznih ekonomij od teh energentov. Hkrati ekološka osveščenost je tisto, kar posebej neka nizkoogljična razmišljanja. Seveda to na nek način posledično pomeni tudi spremembo same strukture energentov, vendar predvsem v razvitem svetu potrošniki želijo oziroma na nek način pričakujejo predvsem eno zanesljivost, okolju prijaznost in pa seveda cenovno optimalno skrbo z energijo. V večini držav, tako v okviru Evropske unije, kot pa tudi širše, danes pravzaprav gledajo zelo daleč. Ne gledajo 2020, ampak gledajo 2050. Zakaj je tako, bomo poskušali razložiti v nadaljevanju. Zagotovo pa energetika top tema danes tako v okviru Evropske unije in pa seveda tudi v globalnem smislu. V Sloveniji, ki smo danes, če kot izhodišče povem, 2009 smo začeli pravzaprav za neko javno razpravo okrog nacionalnega energetskega programa, ki bi naj opredelil našo politiko na energetsko politiko do leta 2030. Vendar do danes deležniki, ki bi morali ta dokument vstopiti, do te faze niso prišli, tako da še danes nimamo platforme, kakšne so naše smernice, kje želimo biti do leta 2030. S tem se podarja, da večina sveta pravzaprav že je v letu 2050. No, če pogledamo strukturo porabe primarne energije, mogoče je uvodoma samo podaril, da zagotovo, kar lahko pričakujemo v prihodnosti, je rast porabe. Na rast porabe predvsem vplivata dva faktorja. En faktor je zagotovo rast prebivalstva, 7 milijard nas je danes. Po nekih ocenah do leta 2030 nas bo nekje 8,4 milijarde. To je zagotovo en generator porabe in pa seveda tudi na nek način izziv, ki nas čaka v prihodnje. Ekonomski razvoj, čeprav ekonomska kriza je tudi vplivala na dinamiko tega, bo v prihodnjih letih iz trenutnih nekaj 75 bilijonov dolarjev, koliko je trenutni GDP v nekem globalnem smislu, ki se ne do leta 2050 dvigne na 150 milijonov. To sta pravzaprav dva generatorja, ki dejansko povzročata in boste generirala dvig porabe energije. Zdaj ocene so različne, vendar v tej perspektivi do 2030 ocenjujejo, da ne bila ta rast približno na manj kot 2%, med 2%. No, če pa se ozremo in pogledamo samo strukturo, pa lahko vidimo, da tudi v letu 2030 brez fosilnih goriv ne bomo znali živeti. Ne glede na to, da se razpravi okrog obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, pravzaprav vsakodnevna tema in tudi ogromno se vlaga, je realnost takšna držav v strukturi porabe energije, tako v letu 2010, kar gledamo sveta, pa slovenske razmere, seveda dodatki so vzeti iz osnutka nacionalnega energetskega programa, lahko vidimo, da fosilna goriva predstavljajo približno 80% v tej strukturi. Podobno bomo deležni, če fosilna goriva štejemo tukaj trenutno nafto in pa zemeljski plin, podobnih razmer bomo soočeni tudi v letu 2040. Seveda, v znotraj strukture lahko vidimo, da zemeljski plin edini izmed fosilnih goriv predstavlja nek trend rasti v tej strukturi. Zakaj? Zato, ker je v bistvu energent, ki je na nek način okolju prijazen, predstavlja eno most nizkoogljičnih družbi, kar je na nek način tudi ena vrste zaveza, ki jo sodobni svet danes ima. Vendar, po eni strani je pa tudi energent, ki neko dolgoročno stabilno zagotavlja vseh teh ekonomij. Zakaj? Če pogledamo, kakšne so zaloge posameznih ključnih energentov, tu sta predvsem nafta in plin, lahko vidimo, da glede na trenutne prave imamo nekje nafte še za dolgih 40 do 50 let. Približno tretjino smo že porabili, približno tretjino imamo odkrite, približno tretjino pa predvidevamo, da bi še nekje bila. Kar se tiče plina, je teh zalog bistveno več. Če bi še zraven prešteli slojni plin, tako imenovaný shale gas, ocenjuje, da so te zaloge nekje na nivoju 140 let. Zagotovo, kar lahko na koncu povemo,
se je teh izzivov lotila Evropska unija? Imamo pravzaprav akcijski plan, ki ga imenuje 2020-2020, je na nek način tudi delno poznan v Sloveniji, se je bil vest, je prenešen tudi na nas članice Evropske unije. In te zaveze govorijo, da bomo do leta 2020 za 20% povečali učinkovito rabo energije, za 20% povečali uporabo obnovljivih virov energije in za 20% zmanjšali toplogredne pline. Vendar že tukaj pridemo do enega izziva, kjer že danes pravzaprav vidimo, da bo toplogredni plini v svetu v globalnem razmerju do 2040 naraščali. Predvsem v državah izven OECD-a, kjer porast celo tudi do 30%, bistveno manjša bo znotraj OECD-a, predvidevajo nekje manj kot 10%, vendar enostavno rasti toplogrednih plinov v neki perspektivi se žal ne bomo morali izogniti. Če pogledamo, kakšne so perspektive znotraj Evropske unije, vidimo, da razen do leta 2020 tudi v okviru Evropske unije pravzaprav nimamo nekih trdnih smernic, kako in z kakšnimi smeritvami veljati energetsko politiko do 2030, kaj še leta 2050. Še bolj na nek način zaskrbljujoče je, če pogledamo, kje smo danes v Sloveniji. Ko sem že uvodoma povedal, nacionalni energetski program je v neki fazi usklajevanja. Mi se pogovarjamo o letu 2030. Pa tule pogledamo en zanimiv graf, ki pravzaprav prikazuje na eni strani trend porabe električne energije, po drugi strani pa proizvodne vire, s katerimi zagotavljamo znotraj države proizvodno elektrike. Vidimo, da nekje po letu 2030, če implementiramo vse projekte, o katerih danes govorimo, se bomo soočili z veliko odvisnostjo. In to je pravzaprav izziv, o katerem bi morali že danes razmišljati in ki bi na nek način skozi razne analize in pa tudi strokovne diskusije skozi vse deležnike morala biti ena izmed izhodiščnih tem energetske politike za prihodnost. Zagotovo mi tukaj razmišljamo, da v vsej tej strukturi, kjer vidimo tako od termo, jedrske in hidro, imamo en energent in to je zagotovo plin. Zdaj, če se še mogoče sam dotaknem malo te teme okrog nacionalnega energetskega programa in pa smernic, razmišljanje je, da bi verjetno ta nacionalni energetski program moral biti predvsem nek krovno gradivo, ki bi predvsem na nek način opredeljevalo vizijo in smernice razvoja, ključne nacionalne projekte, seveda v tem, da bi upoštevalo nekaj zaveze, ki jih Republika Slovenija sprejela znotraj Evropske unije, to je 25% obnovljivih virov in 10% uporabe obnovljivih virov v prometu. Na primer, Nemčija ima svoj nacionalni energetski program na 25 straneh, če pa te našega vzeli v roko, bo to kar za jedno papirja. Bom zakrižigal, poskušali zelo hiter. No, skratka, to so potem ti izzivi znotraj tega nacionalnega energetskega programa, ki bi se jih bilo smiselno pravzaprav dotakniti, na katere bi potrebalo najti rešitve. Zdaj, če mogoče malo apliciramo, pogledamo malo podrobneje, kakšne so pa razmere na področju zemljskega plina oziroma plina, pa spet mogoče gremo malo iz vidika Evropske unije, pa se potem poslušamo lokalno dotakniti Slovenije. Tukaj vidimo eno sliko, kjer jasno prikazuje, na kak način se danes Evropa skrbuje, nekaj severnega morja, največji del je seveda Ruska federacija, nekaj imamo Severna Afrika in seveda kaj se zaliv preko Ladje. Tudi so načrtovani projekti, ki seveda bodo tudi pomembno vplivali na nas kot Slovenijo. Predvsem so tukaj pomembni trije, to je Nord Stream, kjer je prva faza pravzaprav zaključena, druga faza je v začetku, v teku, kjer bo končna kapaciteta 55 milijard. Potem imamo ta znani južni tok, seveda z enim obrokom transatlantskih pipelinov v Italiji, druga Italije, kjer je načrtovana izgradnja do 2016, z kapaciteto 60 milijard in pa Nabucco, evropski projekt, ki je predvsem namenjen tudi diversifikaciji virov, vse zajema dejansko iz Kaspijskega bazena plin. Za Slovenijo sta predvsem pomembna dva projekta, kot smo omenili, to sta Nabucco in South Stream. V
vidite, en del South Streama, tako kaže, trenutno bo tudi potekal čez Slovenijo. Tole je približno prava Slovenije, smo na približno milijardi v strukturi. Kar sem že prej omenil, pravzaprav je proizvodna elektrika v zelo malem odstotku, kar je napravno ostalim evropskih državam na nek način nek unikum. Tole slika, kako se v Sloveniji skrbujemo s plinom, večino prihaja iz Rusije, nekaj prihaja iz Alžirije, ostalo kupujemo na evropskem trgu. In to je mogoče malo bolj zanimivo. Zakaj? Mi smo pripričani, da Slovenija prihodnje lahko postane zelo pomembno energetsko vozlišče, cestninsko vozlišče. Po eni strani imamo tukaj projekt Južnega toka, ki bo, kot so zadnje potrditve, tudi z ruske strani potekal čez slovensko zemlje. Na eni strani imamo kljub ekološkim problemom in na nek način pomislekom kar nekaj terminalov za tekočine naftnih plin v jadranskem bazenu. In Slovenija pravzaprav bo na ta način postajala eno stičišče za širšo regijo, kar se tiče diversifikacije tako transportnih poti, kot ne nazadnje tudi nabavnih poti. Tole je slovensko plinovodno mrežje, mi gradimo trenutno sporedno hrbtenico in v nadaljni fazi dejansko bo ta sporedna hrbtenica tudi ena na nek način ena od en del Južnega toka pravzaprav, v tej smeri trenutno tečejo razgovori, samo za misel Južnega toka je leta 2007, če ga malo podrobneje predstavimo. Mi smo dejansko v tem projektu aktivni, študija izvedljivosti smo naredili, trenutno se izvaja študija izvedljivosti za celoten Južni tok. Potek po ozemlju Slovenije trenutno še ni dokončno potrjen, vendar bo ta dejansko nekje v razponu med 190 in 290 km. Tudi zmogljivosti še niso dokončno določene, ampak bo nekje na nivoju 10 milijard, predviden začetek obratovanja pa 2015. To, kar mislim, da je zelo pomembno, je torej, da je bilo tudi že danes večkrat omenjeno, da predvsem je potrebno prostih gospodarskih pobudih pustiti odprta vrata, da sicer ta mora upoštevati na nek način, da svojih odločitev upošteva smernice iz nacionalne energetske politike, kot smo povodoma spoznali, da me žal nimamo, in pa dejansko tudi upoštevati kriterije etično-ekološkega, socialnega, tržnega gospodarstva, se pravi nekaj širše družbene vrednote, vendar vseeno mislimo, da ta svobodna, prosta gospodarska pobuda tudi na segmentu energetike je zelo pomembna, če želimo tako implementirati določene projekte, kot privabiti tudi